Polhograjski graščini v Polhovem Gradcu ima od leta 2008 svoje prostore Muzej pošte in telekomunikacij. Tematika, ki jo obravnavamo v muzeju, je v teh časih še posebej aktualna, saj gre za sporazumevanje na daljavo v preteklosti. Vabim vas, da vstopimo v muzej in si pogledamo nekaj utrinkov iz naše zgodovine. Začetki organiziranega poštnega prometa na Slovenskem segajo v čas Rimskega imperija. Stari Rimljani so že v 3. stoletju pred našim štetjem uvedli službo za prenašanje sporočil med senatom in provincami. Ob cestah so na razdalji enodnevnega potovanja stale poštne postaje s prenočišči, na katerih so bili na razpolago različni vozovi ter vprege in pa osebje za prevoz pisem, denarja in paketov. Rimska državna pošta, ki jo je Konstantin Veliki imenoval cursus publicus, je bila namenjena le za cesarjeve oziroma državne potrebe. S posebnim cesarjevim dovoljenjem pa so z njo lahko potovali že tudi potniki. Razglas, razglas! Pomembno obvestilo! Korenite spremembe v poštni organizaciji pri nas so se zgodile konec 16. stoletja, ko smo dobili prvo javno poštno službo. To je pomenilo, da poštne storitve niso bile samo za potrebe državne administracije, temveč so jih lahko koristili tudi zasebniki. Na poštnih postajah ob cestah je tako bila na voljo izposoja konj s spremstvom posteljona ali pa celo najetje potovalnega voza. Sredi 18. stoletja so za prevoz potnikov po glavnih cestah začele voziti poštne kočije, ki jih imenujemo diližanse. Imele so vzmeteno podvozje in oblazinjeno notranjost, zato je bilo z njimi dokaj udobno potovati. Potnikov v tistem času ni bilo veliko, ker je bilo potovanje tudi s tako diližanso tudi zelo drago. Pošta pa je v tistem času imela celo monopol nad javnim potniškim prometom. Prevoz iz Dunaja do Trsta s tako kočijo je trajal nekje 3 dni. Na poštnih uradih so bili zaposleni poštni mojstri, medtem pa, ko so pošto na konju ali s poštno kočijo prenašali ali prevažali posteljoni. Ti so nosili posebne uniforme, h kateri je spadal tudi poštni rog. Posteljon je pred prihodom na poštno postajo ali mitnico s poštnimi signali naznanjal pomembnost vožnje, da so bili vsi postopki za menjavo konj čim hitreje opravljeni. V muzeju hranimo medeninast poštni rog z originalnim okrasnim trakom, ki je bil last družine Tomšič in ki je imela zakupljeno pošto v Polhovem Gradcu od njene ustanovitve. Uporabljali so ga še v 20. letih 20. stoletja. Rečemo lahko, da je idejni oče poštne znamke Slovenec Lovrenc Košir. Idejo o listku z vnaprej plačano poštnino je namreč predložil Dunajski poštni upravi že leta 1835, vendar njegova reforma ni bila sprejeta. Prva znamka na svetu je tako izšla 5 let kasneje v Veliki Britaniji. V sredini stoletja so tako pri nas uvedle plačevanje poštnine vnaprej z poštno znamko in pa tudi druge novosti, kot so denarne nakaznice, pisemske kuverte, dopisnice in razglednice. Na razvoj poštnega prometa v 19. stoletju pa je odločilno vplivala gradnja železnice in nato izum električnega telegrafa. Izum telegrafije je omogočil ljudem sporazumevanje na daljše razdalje na zelo hiter način. Prvi električni telegraf je izumil Američan Samuel Morse, ki je razvil tudi posebno abecedo, Morsejevo abecedo. Vsaka črka latinske abecede je sestavljena iz različnih kombinacij črt in pik. Pri delovanju telegrafa pa je izkoristil lastnost električnega toka, ki se prekine po vsem toku krogu, če ga prekinemo na enem mestu. Prva telegrafska zveza na Slovenskem je bila zgrajena leta 1847 na relaciji Dunaj-Gradec, Maribor in Celje in takoj naslednje leto podaljšana tudi do Ljubljane. Sprva so telegrafsko službo uporabljali le za državne in vojaške potrebe, zaradi pritiska železniške uprave pa so jo kmalu uporabljali tudi na železnici. Po letu 1850 je bilo dovoljeno tudi že sprejemanje zasebnih telegramov. Prvi klic po telefonu je leta 1876 uspel Američanu Aleksandru Grahamu Bellu, ki je tega leta telefon tudi patentiral.
Le leto dni potem so v ljubljanski višji realki kupili prvi aparat in preizkusili to epohalno iznajdbo, kot so jo opisovali tedanji časopisi. Prvo telefonsko linijo v Ljubljani pa je 3 leta pozneje iz svoje vile na Grajskem hribu do livarske delavnice na Prulah napeljal Albert Samasa. Telefonski aparati so bili sprva med seboj neposredno povezani. Z naraščanjem števila naročnikov pa je telefoniranje kmalu postalo predrago in nepraktično. Zato so jih začeli povezovati s pomočjo ročnih telefonskih central, v katerih so zvezo med naročniki vzpostavljali telefonisti. Prva ročna telefonska centrala na Slovenskem je bila postavljena leta 1897 v Novi poštni palači v Ljubljani. Nanjo je bilo priključenih 89 naročnikov in ena javna telefonska govorilnica. Zadnja ročna telefonska centrala pa je bila izključena iz prometa leta 1987 na pošti v Jakobskem dolu v Slovenskih Goricah in to centralo hranimo tudi v našem muzeju. Ob koncu 19. stoletja se je telefonija avtomatizirala. Tukaj za mano je razstavljena še vedno delujoča avtomatska telefonska centrala tipa Stroger, ki je bila leta 1927 kot prva v kraljevini SHS postavljena na pošti 1 v Ljubljani. Prvotno je imela 1000 naročniških priključkov, ki so jih takoj razprodali in jih že naslednje leto povečali za dodatnih 500.